Jure, poznamo blage hibride, pa poznamo polne hibride, pa poznamo priključne hibride. V bistvu, zakaj se odločiti? Kako recimo deluje blagi hibrid? Ja, blagi hibrid je v bistvu najenostavnejši med hibridom. Nikoli pa blagi hibrid direktno z električno pomočjo ne vrti koles. Ampak kljub samo to pomeni neki prihranek pri gorivu. Seveda, vsekakor to pomeni prihranek goriva. Zdaj, če umaknemo iz bencinske sheme vse električne porabnike, to prinese okrog 4 decilitre na 100 km manjšo porabo goriva. No, zdaj mi je pa jasno. Ok, Jure, zdaj sem slišala, kaj to pomeni blagi hibrid. Ampak kaj pa to potem polni hibrid? Ja, v polnem hibridu pa sediva tukaj. To je večina teh Toyotinih hibridov. Tukaj imamo pa shemo polnega hibrida in je jasno, da tukaj pa že sodelujeta dva svetova v polni meri. Govorimo v polni meri, da elektrika lahko samostojno poganja kolesa ali pa sodeluje skupaj z bencinskim motorjem. Hkrati pa je večja energijska shramba, kamor se z rekuperacijo lahko shrani več električne energije, ki na to zopet poganja in sodeluje pri pogonu. Ok, Jure, prej sva spoznala blage hibride, pa sva spoznala polne hibride. Kakšen bo pa recimo Toyotin RAV4 kot priključni hibrid, ki bo kmalu prišel? Mislim, kot priključni hibrid bo pa glih tako zelo uporaben, ampak bistvena sprememba bo, prej si odprl vratca in je tukaj čep posode za polnjenje goriva. Ko bo pa prišel RAV kot priključni hibrid, bo imel pa še ena identična vratca na drugi strani. Pod njim bo pa vtičnica. In s pomočjo te vtičnice bo mogoče elektriko iz omrežja pripeljati oziroma polniti baterijo. In bistvo priključnega hibrida je pa v tem, da ga je mogoče uporabljati kot povsem električni avto, kar pomeni daljši neprekinjeni niz vožnje zgolj na elektriko. In takrat pa že govorimo o električnem dosegu.